Zdi se nedostopno in skoraj vzvišeno mestece na vzpetini, obkoljeno s terasastimi vinogradi in gosto zasajenimi oljčniki. Buje so zrasle na razvalinah prazgodovinskih naselbin. V bronasti dobi so bile utrjena naselbina obdana z mogočnim obzidjem. Ko so Istro zavzeli Rimljani, se je življenje preselilo ob vznožje hriba in v doline. In seguito alle invasioni barbariche nel VI secolo, gli stessi abitanti sono stati costretti a ritirarsi in luoghi fortificati. Vennero costruiti allora i famosi castra, i castelli. Prvi dokument, ki govori o gradnji bujskega gradu, sega v leto 1102, ko so Buje prešle v last in pod oblast oglejskih patriarhov. Po 3 stoletjih je temu prostoru zavladala Beneška republika, za njo Avstro-Ogrska. Sledi obzidja in gradu so vidni le še na nekaj mestih. Domačini so obzidne zidove vključili v gradnjo svojih hiš, grajski stolp Sveti Martin pa je še edini, ki domišljijo obiskovalca združi z realnostjo. Kako se je arhitektura uklanjala trenutnim potrebam tedanjih oblastnikov in celo epidemijam, zgovorno pričata najveličastnejši in najmogočnejši zgradbi v mestu. Razkošna župnijska cerkev Svetega Servola in mestni zvonik na osrednjem Bujskem trgu. Cerkev iz 13. stoletja so večkrat dograjevali, saj je postala pretesna za množična priseljevanja. Quando infuriava la peste e le zone sulla costa erano particolarmente infestate dalla malaria perché erano paludose, allora molta gente veniva a Buje. Zvonik iz 15. stoletja pa so Benečani celo porušili do tal. Perché il campanile rappresentava un punto di vedetta molto importante. Per questo motivo Buje veniva chiamata anche la sentinella dell'Istria. Dal campanile si vedevano le navi, le imbarcazioni nemiche. Per paura che Buje magari si ribellasse a Venezia, la resero indifendibile, abbattendone le mura. Zaradi grožnje drugih zavojevalcev so nato zvonik ponovno zgradili po prvotni podobi. Koliko je visok ta stolp? 48 metrov. In koliko stopnic je dogor? Vse skupaj 110. Zvonika cerkve San Servolo se ponuja čudovit pogled na kar 4 države. Vidijo se italijanske in avstrijske Alpe, slovensko primorje, italijanska obala, na tej strani najvišji istrski hrib Učka. In če imate malo sreče, ki je mi danes zaradi meglice nimamo, in če imate daljnogled, boste lahko videli celo Benetke. Z mogočnega stolpa se ponuja razgled na še en božji hram, cerkev Svete Marije. Cerkev Svete Marije je povezana z zanimivo zgodbo, zaradi katere je postala romarski kraj. Pisni dokumenti pričajo, da se je bogat bujski veleposestnik odpravil kupiti Marijin kip. Ko se je vrnil v mesto, so bila grajska vrata že zaprta. Odložil je kip na svojem vrtu, naslednji dan pa ga ni mogel več premakniti. Lui ha interpretato questo fatto, un volere della Madonna, di rimanere in questo luogo e di costruire una chiesa dedicata a lei. Volja narave pa je zaslužna, da so Buje dobile ime. Vse naokoli hriba, nekje na polovici vzpetine, namreč ležijo številni izviri vode. Buje deriva proprio da queste bolle di acqua, bulle, bullis. Da je podajanje številnih oblasti, kultur, svetovnih nazorov mestu pustilo ne samo bogato spomeniško dediščino, pač pa tudi širok duhovni pečat, lahko preberemo na uličnih tablah. Slikovite uličice Buj pa ne nosijo samo imen znamenitih literatov, filozofov, vojščakov, pač pa tudi imena slavnih domačinov. Geolog Silvio Bardabasso, nepremagljivi kajakaš Silvano D'Ambrosi in nogometaš urugvajske reprezentance Ernesto Vidal. Velike legende malega mesta, ki se žal na več mestih že sesuva samo vase. Toda Istra je taka, bolj jo tolčeš, več ima moči za preživetje. Borka za lastno identiteto, odprta, iskrena in gostoljubna. Ste opazili? 3 sogovorniki, 3 jeziki. Večkulturnost v genskem zapisu. Obzidja vseh vrst, prepuščena zgodovini.